Drage svetnice, spoštovani svetniki, ura je 3. Začeli bomo s sejo programskega sveta in sicer, če se ne motim, 12. redno sejo programskega sveta RTV Slovenija. Računam, da bodo zunaj čakajoči ravno kar vstopili, zato jih ne bi čakali. Na pogled smo sklepčni in sejo lahko dejansko začnemo. Če dovolite, bi na začetku seje, za razliko od običajne, dober dan, živijo, od običajnih navad, prebral neko iskrivo kritiko, ki smo jo prejeli, nekateri med vami ste jo tudi direktno prejeli, vsi pa ne, v zvezi s programom te hiše. Berem to kritiko, zanimiva je, lušna. Govori takole: direktorica televizije po podanskem odmoru pride v gostilno pri Novem Tišlerju, kome se usede, natakarca postavi pred njo krožnik z vampi. Kaj pa je to? Ja, to so vampi. Ja, to vem, ampak jih nisem naročila. Ja, danes strežemo vampe. Boste tudi kruh pol 7,20 €. Ja, kaj si pa vi dovolite? Boste 2 kruha pol 7,40 €. 300 zelenih, pravi direktorica. 300 zelenih danes ne strežemo. Danes samo vampe. 7 € brez kruha. Nisem jih naročila, ne bom jih pojedla, ne bom jih plačala. Pa natakarca tudi ni več prijazna. Če hočete jih jejte, če nočete pa nič. Plačali jih pa boste. Mal v narečju. Kakšen način je pa to? Ja, vaš način. Jaz tudi nisem naročila tistih vaših butastih oddaj. Gledam jih tudi ne, plačati jih pa moram. Danes je 7 €. Pika. Lušna iskriva zgodbica, spodaj je človek podpisan, ki pa ima, kot je to pri vsaki spodobni basni, to sicer ni basen, 2 nauka. Eden je, da bi RTV Slovenija, ta javna medijska hiša, morala delati prvič privlačen program in drugič vztrajati pri dobrem programu. To se lahko močno prekriva, ni pa popolnoma identično. Namreč dober program je program v javnem interesu, katerega zadnji izklicevalec, daleč od tega, da pa prvi, smo pa seveda tukajle sedeči. Za današnjo sejo so svojo navzočnost upravičili Žužana Bači, kasneje izvete več o tem, Vesna Ugrinovski, David Trunko, po pol 6. uri kliče obveznosti Matevža Podjeda in tudi gospoda Juhanta. Za Jelko Strgel pa ta hip še ni popolnoma jasno, ali bo utegnila priti ali ne, za sejo komisije danes dopoldne se je upravičila, ampak bomo potem v toku seje videli. Izvolite. Čestitamo. Hvala. Bom povedal. Vse pridemo. Sledi še nekaj obvestil. Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je skladno s svojim statutom, ki ima podlago v zakonu in ustavi, za člana programskega sveta na mesto gospe Suzane Bači imenovala gospoda Roberta Požonca, ki ga, kot kaže, na današnjo sejo tudi ne bo, formalnega upravičila pa še nimamo. Potem vas obveščam nadalje, da sva z Bojano se obrnila na Mandatno-volilno komisijo Državnega zbora, da presodi pravno-formalni status članice programskega sveta gospe Vesne Ugrinovski, ki je jeseni postala VD direktorice direktorata na nekem ministrstvu. In po sporočilu strokovne službe Mandatno-volilne komisije je to nespojljivo za članstvo v našem svetu, uradnega sporočila same komisije pa še nimamo. Vesna, s katero smo ves čas v stiku, se je zato odločila, da na današnjo sejo ne bo prišla. V nadaljevanju bomo pa videli, kako bo odločila ta Mandatno-volilna komisija. Zdaj pa bolj vesela vest, naj vam povem, da je gospa Manica Janežič Ambrožič 15. februarja letos prejela odlikovanje vitezinje nacionalnega reda Francoske republike. Zato ji seveda iskreno čestitamo.
in vabim jo k najbližjemu mikrofonu, da v pol stavka pove, zakaj in kako se temu reče po francosko. S'il vous plaît. Jaz sem se usedla kar tukaj k Mateju Koširju, jaz upam, da ne zameri, gre za moje zasluge za delo tukaj v tej hiši in sem na to še posebej ponosna, zato ker Slovenska javna televizija, Slovenski RTV javni zavod seveda novinarjem omogoča, da lahko poročajo, tudi po svetu hodijo, poročajo o najbolj tehnih in aktualnih temah in se mi zdi to zelo pomembno. To se pravi, to je ni priznanje samo zame, pač pa dejansko za RTV zavod in to jemljem tudi tako. Tako da tudi za vas konec koncev. Kako se reče v francoščini? Chevalier d'honneur sem. Vitezinja. Skratka, vitezinja obstajajo, tudi to zdaj vem. Nimam meča, imam pero. Hvala lepa vsem. Hvala lepa. Nadalje. Aktivnosti vodstva programskega sveta med sejama. Udeležil sem se seje nadzornega sveta 20.2.19. Nekaj članov, nimam podatka koliko, programskega sveta se je udeležilo seminarja, kako prepoznati nasprotje interesov in pravilno ravnati. Naj povem, da smo imeli vmes tudi te prakse, se bomo morali polotiti, dva lobistična stika in sicer se je oglasil izrecno pri meni na pogovor gospod Tone Vraber v zvezi z programskim odborom za invalide. In pa, kot boste videli pod točko razno, gospod Lado Hribar nam je poslal neko gradivo in zaprosil za to, da bi lahko dobil stik z zasebnimi elektronskimi naslovi članic in članov programskega sveta. Ampak pod razno, kakšna beseda več. Na koncu še ena informacija. Na današnjo sejo smo izrecno povabili gospoda Miha Lamprehta, za dolgoletnega in uspešnega direktorja Radia Slovenija in bi mu izrekli javno zahvalo za njegova prizadevanja in uspešno vodenje, ter mu seveda želeli, da uspešno še leta, ki jih ima še pred sabo, opravi v službi v tej hiši. Besedo ali dve bomo prav zadovoljno poslušali. Spoštovane in spoštovani, spoštovani gospod predsednik, cenjeno vodstvo RTV-ja in pa cenjeni gostje. Najlepša hvala za izkazano priznanje, za pozornost. Sem počaščen. Rad bi poudaril samo to, da res vsega 11,5 let biti direktor javnega radia je zelo vznemirljivo. Vse skozi sem si nekako prizadeval, da bi širili dialoški prostor na Slovenskem, da bi ustvarjali kakovostne vsebine, da bi jih tudi v nekem pametnem kontekstu umeščali na vseh programih in da bi bili gradnik slovenske skupnosti. Seveda brez najožjega vodstva, odgovornih urednikov, kolegov, kolegic, novinarjev, novinark, to ne bi bilo mogoče. Ni bilo vedno enostavno, ampak mislim, da smo vsi skupaj stremeli k temu pozitivnemu cilju, da razumemo javni medij kot nekaj nujnega v slovenski družbi, ki svoje kakovostne vsebine umešča predvsem z enim temeljnim ciljem, da nekako bogati življenje plačnikov RTV prispevkov oziroma različnih skupnosti, s katerimi pač delimo isti prostor in čas. Če smem še mogoče nekoliko osebno, zelo sem cenil, kar sta me v svoj čas naučila publicist Janez Stanič in pa kolega Avgust Pudgar z Dela. Veliko so mi dali tudi profesori na pravni fakulteti, ampak da ne bom zdaj preveč melodramatičen. Vse skozi sem pa tudi poskušal slediti enemu od postulatov svetovnega etosa, iskati najmanjši skupni imenovalec v tem moralnem smislu in poskušal sem se nekako zavezati temu načelu, ne stori drugemu, kar ne želiš, da bi drugi storil tebi. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, verjamem, da bo spoštovani kolega, nov direktor Mirko Štular, uspešno izpolnjeval naloge, ki so pred njim.
In kot rečeno, mislim, da bo javna hiša Radio Televizija Slovenija in pa v tem kontekstu tudi javni radio še naprej uspešna. Hvala vam še enkrat. Vem, da ni bilo vedno enostavno, ampak kdor dela, dela tudi napake. Hvala. Poštovani gospod Lamprecht, želimo, da bi se vaše besede pozlatile, to pomeni, da bi še naprej meso ostale. Med nami, kot je že on povedal, je novi direktor radia, ki mu želimo seveda uspešno delo in tudi sodelovanje z nami. Sedaj pa prehajamo, še na vest. 1. marca letos je mandat odgovornega urednika Vala 202, seveda na mesto novega direktorja radia, nastopil gospod Nejc Jemec. Je med nami? Prosim, 2 stavka predstavitve, izvolite. Zdravo, ne vem, kako natančno štejete tukaj, ampak bom probal biti čim krajši. Pred 10 leti, marca 2009, sem začel delati na Valu 202 v mladinski oddaji Generator, kmalu prevzel vodenje jutranjega programa in ostal voditelj do pred kratkim, zadnje 3 leta tudi kot urednik jutranjega programa. Poslušal sem vas, programske svetnike, ko ste se izrekali o Mirku Štularju in takrat izražali dvom oziroma pomisleke oziroma skrb, kako bo z Valom 202 v prihodnje. Moram povedati, da sem vas slišal. Zaznavam velika pričakovanja, ne samo od vas, ampak predvsem od javnosti in od sodelavcem, ampak verjamem, da z ekipo sposobnih ljudi nam bo še naprej uspelo ustvarjati Val 202, ki ne samo da bo se bal prihodnosti, ampak jo bo predvsem soustvarjal. Tako da moja zaveza vsem prisotnim in vsem tistim, ki nas spremljajo, da bo Val 202 še naprej ostal relevanten in medij v sklopu oziroma program v sklopu RTV, na katerega boste lahko in bomo lahko ponosni. Hvala lepa. Hvala lepa. Želimo vam uspešno delo in sodelovanje z nami. Prehajamo k določitvi dnevnega reda. Mimogrede, potrudil sem se prešteti strani gradiva za današnjo sejo, okrog 650 jih je. In ker smo naknadno prejeli obvestilo, potem ko so vabila z gradivom že šla na spot, Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, predlagam to pot sam dopolnitev dnevnega reda in sicer samo pod točko kadrovske zadeve, to je 2. točka, z 2 podtočkama. Eni bi rekli imenovanje člana programskega sveta, predstavnika madžarske narodne skupnosti, in drugi imenovanje članov programskega odbora za programe madžarske narodne skupnosti. Predlagam, da bi to uvrstili pod točko kadrovske zadeve v nadaljevanju za prvima 2 alinejama. Če se strinjate recimo z molkom ali pa prikimavanjem, ne bi v tem niti glasovali posebej, ampak o celotnem dnevnem redu. Hvala. Glasujemo torej ne. Sedaj pa prehajam k predlogu dnevnega reda s to dopolnitvijo. Ima kdo k temu kakšne pripombe, vprašanja ali predloge? Ker nima nišče nič, hvala vam lepa, predlagam, da glasujemo o sprejemu dnevnega reda. Sklep se glasi, programski svet sprejema razširjeni dnevni red 12. redne seje. Najprej se bomo prešteli, torej navzočnost, prehajamo v sklepanju navzočnost. Glasujemo. Dvojica me je opozorila, da ni bilo v redu. Še enkrat gremo, prosim. Pristopamo k glasovanju. Lahko, hvala. Merimo navzočnost. Glasujemo. Glasovanje je končano. Hvala. Od 24 navzočih jih je 23 za predlagani razširjeni dnevni red in 1 je bil vzdržan. Torej, lahko sejo formalno začnemo s prehodom k prvi točki dnevnega reda, potrditev zapisnika. Odpiram razpravo o zapisniku. Ni razprave o zapisniku?
Ali lahko potem predlagam sklep, programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 11. redne seje. Pika. Brez dopolnitev, kajti niso bile podane. Hvala. Prehajamo k glasovanju. Merimo navzočnost. Glasujemo. Glasovanje je končano. Od 22 navzočih jih je 21 za in eden je bil vzdržan. Zapisnik 11. redne seje je sprejet brez pripomb. Pardon, sklep Komisije za kulturo se nanaša tudi na zapisnik, tako da to sprejetje vzemite z rezervo, ampak samo glede dodanega gradiva. Mitja, hočeš biti bolj specifičen ali bi želel zdaj k samemu besedilu zapisnika še kaj povedati? Pa tudi generalni direktor dviguje roko. Torej, pol bom pa tako povedal. Komisija za kulturno-umetniške programe zavrača predloženo analizo gledanosti nanizank Mame in ekipa Bled kot nepopolno, nestrokovno, zavajajočo ter vztraja na realizaciji sklepa komisije in programskega sveta, to je iz prejšnje seje, da vodstvo pripravi celovito evalvacijo in podrobno obrazložitev razlogov in postopkov v zvezi z nadaljevanko Mame 2. To je prvi sklep, ki smo ga sprejeli. Mitja, samo hipec. Prej smo glasovali o besedilu zapisnika, sedaj prehajamo k pregledu sklepov in tu je točka, v kateri si začel govoriti. Torej, prehajamo k pregledu realizacije sklepov prejšnje seje. V redu? Gospod generalni, prosim. V bistvu Mitja že začel. Jaz bi umaknil to poročilo, analizo gledanosti, ker bi se dalo narediti boljše in bolj pregledno. Hvala. Mitja, izvoli. Jaz sem pa sklep že prebral. Ne, sej poudarek v sklepu je, da se nadaljuje pisanje evalvacije o celem procesu prihajanja nanizanke Mame 2 na program. In v zvezi s tem smo sprejeli še en sklep, ki ga bom prebral. Komisija za kulturne in umetniške programe opozarja, da noben velik programski projekt, ki ni vključen v programsko-produkcijski načrt tekočega leta, ne more biti sprejet in realiziran brez predhodnega soglasja programskega sveta. Mame 2 so namreč bile sprejete mimo te prakse, ki jo za v prihodnje čase zavračamo. Hvala. Sedaj smo pred tem, da je vodstvo RTV umaknilo analizo gledanosti, za katero je komisija KUP itak ugotovila, da ne daje podlage za neko popolnejšo obravnavo MAM 2. Mitja, potem bi predlagal, da ob tej točki sprejmemo, ali pa najprej upravimo razpravo in to sprejmemo predlog sklepa, ki bi se glasil tako, da programski svet prelaga temeljito obravnavo nadaljevanke MAM 2 na naslednjo sejo ob pričakovanju popolne analize nadaljevanke. Nekaj takega. Evalvacije. Popolne evalvacije, prav. Ja, prav. Izvoli. Če smem zelo kratko, to je bilo pod realizacijo sklepov, ker mi smo na prejšnji seji sprejeli sklep, da želimo popolno dokumentacijo, pravno tako, kot je prejel nadzorni svet v zvezi z MAM-om in z ekipo Bled. Pa zdaj ne vem, zdaj smo dobili samo podatke o gledanosti, tako da pravim, da bi bilo treba celotno gradivo, zato da se realizira prejšnji sklep priprav za naslednjo sejo, ko bomo tudi mi pripravljeni za razpravo o tem in sklepam tudi komisija. O tem smo razpravljali prej na Komisiji za kulturno-umetniške programe, smo se vsi poenotili in to, kar je zdaj Mitja predlagal, gre naprej. Direktor pa je rekel, da bo to pripravilo vodstvo in tisti, ki so za te stvari odgovorni. Torej, konec razprave, mi to umikamo. Mi smo lahko proti. A ste proti, da se to umakne? Pa še 3 ure razpravljati. Potem predlagam, da bi mogoče na tem mestu sprejeli naslednji sklep.
Programski svet bo nanizanko MAME2 obravnaval na prihodnji seji, to je na podlagi popolne evalvacije. Pika. Takšen sklep predlagam, oziroma dajem na glasovanje. Pristopamo k glasovanju, merimo navzočnost, se odločamo. Naslednja seja, smo rekli, ja. Smo se odločili, konec glasovanja. Od 24 navzočih, 19 za, 4 vzdržani, mora pa biti potem pravilno napisan na naslednji seji. Se torej to obravnava na podlagi popolne evalvacije, karkoli že to pomeni, ampak več kot samo analiza gledanosti. Ja. Med ostalimi sklepi prejšnje seje so bili vsi ali realizirani spotoma, razen seveda mnenja k predlogu finančnega načrta, to gradivo imamo danes na voljo, ravno tako imamo po točko 6, pravilnik je tudi danes posebna točka dnevnega reda, vsi ostali sklepi so pa bili realizirani. Tako da k temu najbrž nimamo več česa reči. Torej predlagam, da sprejmemo sklep, ki bi se glasil: Programski svet se seznanil z realizacijo sklepov 11. redne seje programskega sveta. Pristopamo k glasovanju, merimo navzočnost, glasujemo. Glasovanje je končano. Od 24 navzočih, 21 za, 3 vzdržanih, hvala lepa. Prehajamo k drugi točki dnevnega reda, kadrovskim zadevam. Teh je, kot ste videli, sedaj malo več, kot je bilo sprva mišljeno. Na prvem mestu seveda imamo soglasje k imenovanju direktorice Televizije Slovenija. Prosil bom generalnega direktorja, da pove svoje, na to bo kandidatka povedala svoje in na to seveda sledi razprava in na koncu glasovanje. Izvolite. Ja, kot običajno svoje razmišljanje tudi zapišem. Zapisal sem, da vas prosim, če lahko izdaste predhodno soglasje k imenovanju Natalije Gorščak za direktorico Televizije Slovenije. Imeli smo razpis, prišla je ena vloga, na osnovi tega sem se odločil in na osnovi poznavajoč dela Natalije, da jo predlagam na to odgovorno funkcijo. Mislim, da boste imeli vi kaj več vprašanj in da nima smisla, da jaz zdaj tle vnaprej pojasnjujem, zakaj in kako. Hvala. Gospa Natalija Gorščak. Spoštovani svetnike in svetnice, spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani ostali gostje. Zdi se, da funkcijo direktorja Televizije Slovenija lahko opravlja čisto vsak. Vsi se spoznajo na pripravo oddaje, na produkcijo, finance, vsi znajo presoditi, kaj je v določenem trenutku pomembneje, vsi znajo narediti boljšo programsko shemo, predvsem pa se vsem zdi, da se lahko na mesto direktorja Televizije Slovenija usedeš s katerekoli pomembnejše pozicije na Televiziji Slovenija. Nespoštovanje je rak rana naše hiše, ki pa je samo odsev stanja, ki vlada v družbi. Nespoštljivost v medsebojnih odnosih je nekaj, česar se bom lotila najprej. Spoštovanje organizacijske strukture je izjemno pomembno za vsako organizacijo. Preskakovanje nivojev, prekoračevanje pooblastil je žal prevečkrat del vsakdana. Ko gre za delo, zagovarjam načelo pozitivne diskriminacije in menim, da lahko z dobrimi zgledi naredimo veliko. Prikaz dobrih praks tako iz hiše kot tudi iz tujine lahko spodbudi ustvarjalce, tako programske kot tudi kolege iz produkcij. Hiša se je v zadnjih letih digitalizirala, medtem ko so delovni procesi še vedno analogni. Večina delovnih procesov poteka tako, kot so potekali pred 10 ali celo 20 leti. Delovne procese in organizacijsko strukturo bo treba spremeniti, vendar je to proces, o katerem se je treba pogovoriti in ga pojasniti. Ljudje imamo najraje ustaljene navade in ustaljeno organizacijo. Sprememb si ponavadi ne želimo, če pa o njih nismo še obveščeni, se čutimo ogroženi.
Vsekakor so spremembe ne samo stvar direktorja Televizije Slovenija, ampak tudi stvar odgovornih urednikov in producentov, ter seveda generalnega direktorja. Poleg Televizije Slovenija se bo morala spremeniti tudi RTV Slovenija. Menim, da je delo direktorja Televizije Slovenija tudi to, da generalnemu vodstvu predlaga spremembe in možnosti povezovanj, saj vsi vemo, da je bodočnost te hiše v povezovanju znotraj nje. Televizija je vedno bolj tudi TV portal v obliki mobilne aplikacije in na spletu. Informativni program Televizije Slovenija gre v smeri komentatorstva bolj kot pa golega podajanja informacij, ki jih najprej slišimo po radiju in preberemo na spletu. Povezani otroški in mladinski programi so osnova za uspeh. Javno poslanstvo je tisto, ki mora sestavljati in ostati bistven del programa. Kakovostne oddaje bodo vedno našle gledalce, seveda pa morajo biti raznolike. BBC in zatem EBU je v svoji izjavi o razvedrilu jasno izrazila, da mora dobra javna televizija imeti pravo mero različnih oddaj za različne vrste gledalcev. Obenem so se formati in načini priprave oddaj na tistih javnih televizijah, s katerimi bi se radi primerjali, popolnoma spremenili. Zelo malo je neposrednih prenosov prireditev in posnetkov leteh, ki niso pripravljene posebej za televizijo. Mnogo več je izobraževanja preko lahkotnejših formatov, ogromno je interaktivnih oddaj in še bolj kot nekoč je pomembno, da je čisto vsak del oddaje zelo dobro premišljen. Improvizacij sodobna televizija ne prenese. Še resničnosti šovi, ki sicer ne sodijo na javno televizijo, so postali v celoti natančno premišljeni in v večini delov tudi napisani. Postulat vsake javne televizije pa je dobra dokumentarna in dramska produkcija. Spoštovani, v bistvu ste me v teh 5,5 mesecih dodobra spoznali. Velikokrat povem tisto, kar vam ni všeč, vendar na to mesto ne kandidiram, da bi bila komu všeč, ampak da bi nekaj naredila. Zdi se mi, da smo v preteklosti preveliko težav pometli pod preprogo. Tega ne počnem, stvari raje razčistim, četudi je to težko. Vem, da brez kolegov, odgovornih urednikov, producentov, pomočnikov in vodij iz TV produkcije, brez podpore generalnega vodstva in skupnih služb, konec koncev brez sodelovanja s kolegom Mirkom Štularjem in s kolegi z MMC ne bo šlo. To zagotovo ni sanjska služba. In če me ne boste podprli, vam bo najbolj hvaležna moja družina, ki me v zadnjih mesecih bolj redko videvala. Če me boste podprli, si po 4 letih želim, da bi se vrnila v eno od uredništev in delala v normalnih pogojih. Zaradi želje po delu v normalnih pogojih sem se konec koncev pred 5 leti prvič tudi prijavila na razpis za direktorico. Hvala, podpiram razpravo. Ja, nekdo mora biti prvi. Če ne, bom sam. Sašo, hvala, izvoli. Na začetku zelo odgovor sem poslušal, vse ena napaka je bila Natalija v tem govoru in to je akutni problem naše televizije. Praviš, kvalitetne oddaje zmeraj najdejo svoje gledalce. Problem naše televizije je, da kvalitetne oddaje ne najdejo gledalcev. In upam, da boš na tem področju nekaj naredila. Hvala. Hvala, naprej. Izvoli, Matej. Če mi ne zamerite, spoštovana gospa Gorščak, bi nekaj prebral, sem si zapisal. Sam nimam nobenih razlogov, da bi nasprotoval vaši kandidaturi za direktorja televizije. Osebno bom podprl predlog in glasoval za. Prihajate iz hiše in verjamem, da imate željo in energijo spreminjati stvari na bolje. Verjamem, da poznate probleme, kot so kadrovska stiska v uredništvih, premalo vlaganja v lastno produkcijo, probleme notranjega komuniciranja, kot tudi problem komuniciranja vsebin in dosežkov RTV-ja navzven. Naslednji premislek in prošnjo podajam predvsem zaradi občutka, da v trenutni shemi vedno pogosteje prevladujejo preveč lahkotni formati in vsebine in v luči priprave PPN 2020 poudarjam. Tako kot ima javni zavod 3 stebre, na katerih sloni, to je televizija, radio in MMC, vsaj taka je želja, si sam predstavljam, da ima tudi televizija Slovenija nekaj stebrov, na katerih sloni in na katerih se bistveno razlikuje od ostalih in pozicionira na slovenskem medijskem trgu. Po mojem mnenju so pomembnejši 3 stebri. Informativni program, kulturno-umetniški program, otroški, mladinski in izobraževalni program. Seveda obenem pazim, da ne bi minimiziral pomembnosti ostalih in delal krivice predvsem športnemu programu. Pri pripravi PPN-ja 2020
Prosim, da več pozornosti in sredstev, kot sedaj namenjate oddajam, ki rešujejo težave najbolj ranljivih v naši družbi, bolnikov, invalidov, otrok, starejših oseb, ljudi brez prihodkov, torej ljudi, ki so nemočni in brezuspešno trkajo na številna vrata, a jim nihče ne prisluhne, ko uveljavljajo svoje pravice. Ti ljudje kličejo v vaše uredništva in vi jim, kolikor je pač v vaših močeh, skušate pomagati. Oddajam, ki se trudijo delati za dobro ljudi, ki se ukvarjajo s konkretnimi težavami ljudmi, manjšimi in tudi večjimi. Oddaje, ki raziskujejo nepravilnosti in odgovarjajo na marsikatera neodgovorjena vprašanja. Namenite več sredstev lastni produkciji in tudi obravnavanim temam, ki morajo nagovarjati slovenskega gledalca, kar je verjetno tudi v interesu uredniške politike. Prosim, da več pozornosti in sredstev namenjate izobraževalnem, dokumentarnem, otroškem in mladinskem programu, kjer najmlajše generacije učite od mladih nog. Govorimo o otroških in mladinskih vsebinah, izobraževalno o dokumentarnih vsebinah, glede na to, da redno sodelujete s slovenskimi šolami, univerzami in strokovnjaki, akademiki, raziskovalci različnih področij. Vaše oddaje so večkrat študijsko gradivo za enkratne izobraževalne namene, kar priča o visoki strokovnosti tako kadra kot produkcije. Kljub trudu in iznajdljivosti vaših kolegov pa ugotavljam, da finance zajedajo vsebino. Opažam, da stežka snemate pomembne teme, kjer je predvideno na primer spanje na terenu, snemanje v tujini ali najem razne opreme. V primeru, da na razpolago nimate notranjih režiserjev, finančno ne zmorete pokriti niti stroškov zunanjih režiserjev, ki presegajo tisto variabilo, o kateri skozi govorimo, ki se nenehno krči, hkrati upam in verjamem, da je letošnji PPN najnižja možna točka. Pa še za konec, prosim, da več pozornosti in sredstev namenjate kulturno-umetniškem programu, predvsem, ker je javni zavod RTV posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, konec koncev največji kulturni zavod v Sloveniji. Poskrbite, da kultura ne bo getoizirana, marginalizirana in odrinjena na obrobje programa, se pravi oddaje kulturnih vsebin zopet postavite v ospredje in ne v ozadje. Prosim, da se zavzamete za program in uredništva, preprečite upad finančnih sredstev za program, zavzemite se za zviševanje normativa, ki ga imate na razpolago, za snemanje in montažo. Predlagam, da dvignete normativ iz trenutnih 4 na 8 ur, ampak to je debata. Kot naj bi bil nek standard. Skratka, v primeru potrditve vam želim vso srečo. Imate mojo podporo. Hvala, Petra, potem Viki. Kaj ne še zdaj rečem, kar je Matej povedal, vse tu piše v zakonih, v programih in vse tu so lepe želje. Upam, da vam gospa Natalija Gorščak uspe saj delno tega realizirati, kar je naštel kolega Matej. Nacionalna televizija ni celota RTV, pa večkrat ali pa vedno pogosteje merijo celotni RTV po uspehu televizije. Je ogledalo in ko se govori o radioteleviziji, se predvsem vsaj laično gledalci, poslušalci več ali manj identificirajo s programom na televiziji Slovenija. Ne preseneča me dejstvo, da ste bila edina kandidatka za to delovno mesto, kajti po vseh letih, odkar sedim v tem programskem svetu, sem prepričana, da je zanimanje za vodenje tako zahtevnega kompleksa, kot je nacionalna televizija, predvsem pa sodelovanje s tolikimi ljudmi z različnih področij zelo zahtevno in si skoraj ne predstavljam človeka izven te hiše, da bi lahko se usedel na ta neudoben stol in čez noč prevzel vse vajeti in delal tudi uspešno. V preteklem letu 2018, danes se bomo soočali s poročilom dela 2018, nekaj stvari je bilo realiziranih, nekaj ni bilo, bila ste v ekipi Ljerke Bizilj, zadnjih nekaj mesecev, predvsem okoli PPN-ja in sprejemanja ste bila zelo aktivna, za kar sem hvaležna še posebej pri programu otroškega in pa izobraževalnega segmenta, nekoliko manj seveda pri programu Plus, ampak pustimo zdaj to v svojem programu, ki je jasno kratek, je drnat in ne daje vseh odgovorov, kako se boste lotila tega vsega dela. Me namreč zanima, kako boste, napovedujete v njem za jesen 2019 malce spremenili programsko-produkcijski načrt. To zagotovo ne bi napisala, če ne bi imela že v mislih, kaj boste in na kakšen način naredila.
Zato vas bom v nadaljevanju vprašala oziroma prosila, da nam malo več nanizate. Program Televizije Slovenije je v 2019 resnično zajadral v nek minimum, sredstva so se krčila, prilagajajo se, finančni načrt še ni sprejet, torej financirana je televizija po 12-tinah, zaenkrat še vse poteka normalno, zanima me tudi vaše mnenje oziroma vaš podatek, na katerih mestih oziroma v katerih segmentih programa se je teh 300 000 evrov oziroma nekaj manj zmanjšalo, predvsem v programu. In kako mislite preprečiti upadanje programskega denarja oziroma deleža financ za program v letu 2019, torej v letu, v katerem smo še sedaj. S tem bi sklenili. Hvala lepa za preteklo delo, če bomo sodelovali naprej, upam, da bomo še bolje in da bomo preprečili to stagnacijo tako programa kot vseh tehničnih sredstev, ki s finančnim jasno so zelo povezani. Hvala lepa. Hvala Petra, Viki. Pozdravljeni v mojem imenu. Veliko, kar sem želel povedati, je v bistvu povedal že Matej, predvsem kar se tiče zaposlenih, kar se tiče standardov. Jaz mislim, da smo šli v zadnje leta v krčenje določenih standardov, upam, da se bodo v prihodnjih letih marsikje ti popravili. Zdaj, iz tega govora je bilo razvidno, da se bo spoštovala organizacija, da se bo spoštovalo, upam, da tudi delo, to zdaj tudi, bom rekel, zaposlene, ki upravljajo svoje delo, ne da se bo čim več dela kopičilo na eno osebo, da ne bo zdaj novinar, če povem preprosto, še vrtel boben, pa še, ne vem, vozil ekipo na teren in tako naprej, da se bo spoštovalo, to se pravi vsak poklic posebej, to se pravi, če si novinar, upravljaš novinarsko delo, moraš biti polno v tem, bom rekel, poklicu, ne moreš zraven opravljati še druga dela in upam, da se bo to tudi spoštovalo pri tem, ko govorimo o spoštovanju samoorganizacije. Pri lahkotnejših oblikah programa v redu, sprejemam, samo da to ne upam, da ne pomeni, da se bomo zdaj samo še pogovarjali in da bo Program Plus postal vodilni program te hiše. Me nič ne moti, če je tudi kakšne solidne oddaje ima, ampak upam pa, da ne bomo zdaj šli v to smer, da bo ta program zdaj paradni konj te televizije, ker seveda, tako smo slišali prej, že pri Mateju, je jasno, kateri programi so stebri te hiše. Seveda temu mora slediti tudi razdeljevanje sredstev in denarja in seveda tudi mogoče malo večja podpora programskega sveta včas pri kakšnih sprejemih PPN-ja glede vsebin in oddaj, ki jih umeščamo oziroma umeščajo v vodstvo, mi pa seveda potrjujemo. Želim si več lastne produkcije, čim manj outsourcanja. Želim si, konec koncev, kasneje bomo obravnavali tudi poročilo varuhinje, mogoče spet risanke namesto infokanala nazaj. Vse to je pa seveda povezano s sredstvi. Zato želim direktorici, če bo izvoljena, seveda tudi veliko moči in volje pri zagotavljanju čim več sredstva v okviru RTV prispevka za Televizijo Slovenija. Verjamem, da je Televizija Slovenija tista organizacija znotraj RTV-ja, ki je največje, bom rekel, največji sinonim za RTV znamko, po katerem ljudje sodijo RTV, zato mora tudi RTV, bom rekel, največ dati oziroma staviti na televizijo. Konec koncev prinaša tudi največ prihodkov na trgu, kar je razumljivo, zagotovo pa bo veliko treba narediti tudi z temi novimi mediji, kot omenjate. Toliko za enkrat, torej jaz se v bistvu pridružujem, kar je bilo že povedano pred mano. Hvala. Jaro. Hvala za besedo. Jaz bi pa kandidatko za direktorico TV vprašal dve stvari. V svoji kratki predstavitvi ste že povedali, da vidite dva od nosilnih stebrov nacionalne javne televizije v igranem oziroma dramskem, kot ste ga vi imenovali, programu in dokumentarnem. Kar me seveda kot človeka kulture srčno veseli, da vidite v tem prioritete. Bi vas pa zato malo konkretne pobaral o vaši viziji oziroma strategiji, kako vidite razvoj nadaljnji tako dokumentaristike znotraj TV Slovenije kot igranih programov. Sprašujem vas pa seveda v luči tega tendenc zadnjega časa in razvoja zadnjih let
in zaenkrat nič ne kaže, da bi šlo kaj v drugo smer, ampak celo intenzivno v smer tako imenovanega outsourcanja. Taka lepa slovenska beseda, ki pomeni, da se zanašamo na tuje kadre, najemamo tuje sodelavce, ustvarjalce, pomožne delavce, skratka tujo delovno silo in se ustvarjamo tako imenovani nosilni, avtohtoni in televiziji nacionalni najbolj pripadajoč program z pomočjo outsourcanja oziroma s čedalje večje naslonitve na zunanje izvajalce, partnere. Zakaj na to opozarjam? Ker izkušnje zadnjih let kažejo tako na področju igranega kot na področju dokumentarnega programa, da rezultati, vsebinski, kakovostni rezultati tega outsourcanja so seveda v obratnem sorazmerju z številom ur, ki jih proizvedejo te zunanji sodelavci. Da se dogajajo v televiziji Slovenije neki zdrsi, programski kiksi ali vsaj neprijetnosti, tako odmevajo v javnosti, zaradi tega, ker je pač naročila, se zavezala, podpisala pogodba z zunanjimi in je dobila, kar je pač dobila. Medtem ko so boljši, najboljši izdelki do zdaj še vedno nastajali znotraj te hiše, z pretežnem naslonitvijo na kadre, urednike, ustvarjalce, izvajalce in tehniko znotraj hiše. Zato me zanima, kakšno težo oziroma kakšen razmerje nameravate v svoji strateški usmeritvi na teh dveh programskih segmentov gojiti oziroma čemu boste dajali prednost. Hvala lepa. Tako, zdaj dajem besedo Cirilu Baškoviču. Hvala. Pri gospe kandidatki zelo cenim dve lastnosti, kolikor sem jih lahko ugotovil in kolikor se ne motim. In sicer, da izvrstno pozna produkcijske in programske razmere na televiziji in da ima precej samostojno pozicijo v odnosu do generalnega direktorja. Imel bi en nasvet, in sicer, da ob izvrstnem poznavanju množice dreves seveda nikoli ne spregleda tudi gozda. In dve kratki vprašanci. Kakšen je njen pogled na bodočo, postopoma razvijajočo se vlogo regionalk na televiziji, seveda govorimo o slovenskih programih, in kratek pogled na status programa Plus. Na koncu bom izrekel še nekaj, kar spada sicer v razpravo na naši majski seji, ko bomo govorili o programskih izhodiščih. Ne glede na to, da je ta programski svet oziroma programski svet v preteklosti že dvakrat sprejel odločitev, da bo treba vpeljati na televiziji, specifično kar radio to v precejšnji meri že upravlja, neko oddajo, kjer bi pravi strokovnjaki brez vmešavanja aktualistične politike lahko razpravljali o centralnih, osrednjih, razvojnih temah pomembnih za Slovenijo kot družbo, tega še zmeraj ni. To je sicer stvar za maj. Recimo predstavljam si neko temeljito, res dobro okroglo mizo, ki jo dve oddaji, ki sta bili vmes izpeljani, ne zadovoljujeta. Hvala. Predlagam še to, da bi mogoče sedaj dali priložnost, ker se je kar nabralo nekaj vprašanj, da na kratko odgovori in potem odprem drugi krog, če boste tako želeli. Ja, torej za drugi krog potem. Ja, hvala. Izvolite. Grem kar po vrsti. PPN 2019, sprememba kar konkretno. Mislim, da imamo na program Vzporedo televizije Slovenija 2, imamo veliko težavo, ko športa več ne bo in prva stvar je, kako bomo zapolnili ta program. Mislim, da ta, bom rekla, premislek velja o tem, kako bomo prišli do programa, s katerim bomo zapolnili program TV Slovenija 2, to je ena zadeva. Redefinirati bomo morali pogovorne oddaje, ker smo pač videli, da se ene zadeve, formati pač ponavljajo, ampak tudi sicer menim, da v bistvu je treba nasplošno pogledati, kaj sploh potrebujemo še od pogovornih oddaj in česa ne, in kako seveda drugače zapolniti program in seveda ta drugi program, ki v bistvu nas vse, ki smo pač še pred letom dni gledali v bistvu program tudi na Dvojki, Žuli, sicer otroški in mladinski program, se pravi risanke na TV Slo 2,
na katere so bili ljudje navajeni, da vidimo, kako lahko spet pridemo do teh risank in da vidimo, kako lahko zapolnimo potem ta program med 8 in 11 uro, ker ta program je potem treba zapolniti. Kar se tiče zmanjševanja, zmanjšali smo sredstva največ programu plus, razvedrilnemu programu in športnemu programu. Kar se tiče Viki glede kopičenja dela, strinjam se popolnoma, mislim, da je neenakomerno razdelitev dela v hiši ena od rak ran, da imamo konje, ki jih tepemo in ki vlečejo in imamo tiste, ki se v senčki, bom rekla, lepo sončijo in da je treba ponovno pregledati, kje imamo še kakšno rezervo, predvsem pa moramo v bistvu biti toliko pošteni drug do drugega med kolegi, da si tudi kakšno stvar odkrito povemo, da tudi odkrito povemo kolegu, da morda ta mesec ni naredil norme. Malce več odkritosti tudi med nami ne bo škodilo. Glede vrtenja bobna, da bi novinar vrtel boben, mimogrede na večini zahodnih televizij, kjer imajo voditelja v studiu, ima skoraj vsak en tak pedalček in si sam voditelj vrti boben. Tako da zdaj koliko je to zdaj to vrtenje bobna, koliko je to, mislim, težka stvar. Jaz lahko povem, da sem ga dostikrat vrtela kot urednik v režiji, da mislim, da to ni taka stvar, da je to vrtenje bobna nekaj, kar načeloma je za enega redaktorja ni nobene težave, da ne bi mogel redaktor vrteti bobna. Sicer pa menim, da to, da se pa novinar ukvarja s tem, a bo imel ekipo ali ne bo imel ekipo, to pa ni v redu. Take stvari pa niso v redu, tudi ni v redu, da recimo, ko greš na teren in snemaš nekaj bolj zahtevnega in zahtevaš dodatno luč in zahtevaš dodatno filter in če tega ni, to ni v redu. Tako. Obenem pa po drugi strani mislim, da bomo morali tudi usposobiti enokamerne ekipe, ko pa recimo moraš iti, nekje se nekaj hitro zgodi in je fino, če imaš takoj nekoga, ki takoj lahko skoči in gre s tabo na teren in je to recimo samo en človek, ni to dovolj hitro. Mislim, da je treba zelo specificirati, kakšno ekipo potrebujemo za kakšno vrsto produkcije. Mi vsi vemo, da je produkcija nekega daljšega prispevka drugačna od produkcije neke kratke vesti. Mi vsi vemo, da je produkcija razvedrilnega programa mnogo zahtevnejša od produkcije neke, bom rekla, pogovorne oddaje v studiu. Skratka, treba je natančno definirati, kaj pri katerem programu pač so, bom rekla, tako vzorčni modeli kot normativi. Nekaj smo se že začeli s tem ukvarjati, imamo že neke osnove, ampak mislim, da imamo še kar dosti dela na tem področju. Program Plus zagotovo ne more biti vodilni program te hiše, ker javni servis pač vemo, kaj je na javnem servisu bom rekla, osnova okrog informativnega programa, kulturno-umetniškega programa, v katerem so pač vsi tisti bistveni izobraževalni otroški. Skratka, zunanja produkcija. Kako je zunanja produkcija, tukaj se tudi na vas, gospod Skrušni, navezujem. Koliko zunanje produkcije in koliko produkcije v hiši? Zdaj bom pa tako povedala, jaz zelo spoštujem kolege z flamske televizije, s katerimi se zelo lahko primerjamo. Flamci so pred leti, ko so imeli, in to se zdaj tudi nanaša na gospoda Baškoviča, ko so imeli veliko regionalnih centrov, razmišljali, kaj narediti s temi regionalnimi centri, ker te vloge, ki so jo na začetku imeli, ko je pač v bistvu tehnologija bila še drugačna, ni bilo več potrebe, da bi to funkcijo opravljali in so iz teh centrov naredili produkcijske centre za programe VRT-ja. Oni so v bistvu ugotovili, ko so začeli spodbujati, bom rekla, produkcijo v regionalnih centrih, so tudi spodbudili produkcijo na trgu, se pravi zunaj hiše. In nekaj stvari delajo v hiši, večino stvari pa producirajo na, bom rekla, zunaj hiše. Medtem ko recimo CDF, oni pa recimo snujejo programe z zunanjimi izvajalci, producirajo pa znotraj svojimi, bom rekla, produkcijskimi kadri. Tako da prakse so zelo različne.
Mislim, da je stvar od primera do primera jo treba pogledati. Ene stvari je smiselno dati producirati zunanjim producentom, nekatere stvari je pa zagotovo treba ohraniti v hiši. Naprimer, jaz mislim, da otroškega in mladinskega programa ne moremo producirati zunaj hiše, ker gre za zelo specifično populacijo in občutljivo populacijo. Ravno tako informativnega programa zagotovo ne moremo producirati zunaj hiše. In skratka, so nekateri deli, ki pač to dovoljuje, drugi pa ne. Kar se tiče igranega programa, mislim, da glede na to, kako imamo pač, bom rekla, produkcijo v tem trenutku zastavljeno, da si več ne moramo skoraj privoščiti, da delamo veliko igranega programa v hiši. Kakšno malenko še, ampak kaj več ne. Mislim, to jezero je bilo tako hud zalogaj, zaradi tega, ker smo v javnem sektorju, imamo hude težave. Veste, kako je na filmu? Na filmu je tako, če pač so pogoji ugodni, recimo, ko smo imeli zdaj sneg, takrat, ko je bil sneg, bi bilo treba podaljšati snemanje, smo podaljšvali snemanje, samo potem so težave z urami. Tako da javni sektor kot tak zelo težuje, bom rekla, neko filmsko, neko igrano produkcijo. Tako da pač mislim, da če želimo se iti to v hiši, bi morali najprej stopiti iz javnega sektorja, iti v neko drugačno ureditev, v javnem sektorju pa jaz mislim, da bomo zelo težko to počeli. Vloga regionalnih centrov, kot sem že rekla, meni se zdi, da je to predvsem kot produkcijske enote, kot tisti, ki tudi v tem, mi smo v bistvu že skušali zdaj v zadnjem času, smo definirali, da so to tudi centri, ki skrbijo za Slovence v sosednjih državah, ki jih skušajo čim bolje pokrivati. Kar se pa tiče tega nesrečnega programa Plus, bom pa rekla, da gre za 10 oziroma z vsemi, tudi s produkcijskimi ljudmi 13,5 zaposlenega, ki proizvedejo 18,6% programa primernega na TVSLO1 in TVSLO2. To ni najbolj kakovosten program, ampak je pa program, ki zapolnjuje tiste niše, ki jih sicer z drugim programom ne bi zapolnili. Gre predvsem za to, da je takrat tudi bil ustanovljen, da smo z njim zapolnili recimo neke termine na dvojki, ker na dvojki recimo so bili termini, kjer smo imeli konstantne ponovitve in s tem programom Plus smo dali tja oddaje, ki so premierne. Tako da predvsem je bila funkcija programa Plus kot nek dopolnilni, dodatni program. Kar se pa tiče, da bi karkoli, bom rekla, iz programa Plus, mislim, ko so bile zgodbe o tem, koliko ima proračuna in primerjave z drugimi oddajami, mislim, da gre za program, ki se v veliki meri financira sam, s tem, da pač seveda vedno je to tako označeno, kot mora biti zakonsko, seveda je pa to tudi stvar premisleka, lahko se odločimo in rečemo, da tega več ne bomo imeli in da bomo to ukinili. To je vedno stvar premisleka širšega. Ne vem, a sem še kaj, mislim, da nisem na nobeno stvar, mogoče sam na to zmanjševanje normativov, mislim, da zmanjševanja normativa tam, kjer je zahtevnejša produkcija, tam zmanjševanja normativov ne sme biti več, ker smo že čisto na minimumu. Tako da treba je samo videti, mogoče smo samo prerazporedili znotraj hiše res kakšno stvar narobe. Tako da to je stvar premisleka. Hvala. Trenutno imamo 5 prijavljenih po vrsti. Damir. Hvala lepa. Veliko je bilo že povedanega, jaz bi samo par dodatnih pojasnil. In sicer zanima me vaš odnos do regionalnih vsebin. Ali razmišljate morda še o kakšnem dodatnem regionalnem pasu, ali bo ta kronika dovolj. Zanima me vaš pogled na dopisniško mrežo, kako to vidite in pa če razmišljate, kako razmišljate o profiliranju TV programov RTV Slovenija. Hvala. Gospod Juhan. Hvala lepa. Mene zanima vprašanje pluralnosti, o tem sem že danes dopoldne govoril. Mislim, da je to eden pomembnih problemov televizije. Gospa Todorovski večkrat v odgovorih
na vprašanja pritožnikov odgovarja, da se ne vtika v avtonomnost novinarjev. Mislim pa, da to ni samo vprašanje avtonomnosti novinarjev, ampak je tudi vprašanje uredniške politike in seveda tudi odprtosti hiše. Kako gledate na to vprašanje? Konkretnejše še k vprašanjem verskih zadev, recimo tudi tukaj vemo, da je razmeroma malo denarja, par 10.000, recimo prej smo se pogovarjali o projektu filma, ki je bil pravzaprav sprejet nekako tako od danes do jutri, pa je šlo za večji denar, to se pravi, so določene možnosti, da se stvari razširijo, ali boste v tem smislu tudi podpirali, da se ta verska problematika, ki je po mojem versko-etična problematika, ki je nacionalno, po mojem mnenju, izjemno pomembna, tudi okrepi. In tretje, kakšen bo vaš odnos ne samo do ljudi, ki so sicer v družbi prikrajšani, kar mislim, da bi morala nacionalna televizija, kot je že rečeno, spodbujati, ampak tudi v odnosu podrejenih, to se pravi tudi medsebojne odnose v sami hiši. Hvala lepa. Hvala. Marjan, izvoli. Najprej sem rahlo bil zaskrbljen, ko sem izvedel, da je prišla samo ena prijava za mesto direktorice oziroma direktorja Televizije Slovenije. Mi, ki smo v tej stroki, vendarle vemo, da je to ena najbolj prestižnih funkcij v slovenskem žurnalizmu. Rekel bi človek celo eden izmed vrhov pozicij v medijskem prostoru. Ampak verjetno smo sami povzročili to, da več nihče ne želi na ta prang rit, ki se mu pravi soglasje programskega sveta RTV Slovenija, ker se mu lahko slabo konča. Ob tem me zelo zanima, in o tem niste rekli nič, vaš odnos do organizacijske strukture znotraj TV Slovenije, se pravi do uredništev znotraj tega, do odgovornih urednikov, do programa, se pravi, koliko se boste kot direktorica vmešavali v te zadeve, koliko boste nekatere svoje pristojnosti izkoriščali za to, da se uredi problem, s katerim se na programskem svetu pogosto srečujemo, svetih krav, nedotakljivih sodelavcev, ki se jih niti na pogovor ne sme poklicati, kje še, da bi se izrekel kakršenkoli ukrep za to, da bi se izboljšala kakovost dela programskih sodelavcev. Po doslej pokazanem ste mene toliko prepričali, da bom dal svoj glas za vaše imenovanje. Ob tem pa seveda, da je pa veliko tega, kar so kolegi že pred mano povedali, za kar boste morali sprejeti nekatere zaveze in ne vem sicer, kako grejo pravila igre, če se pokaže, da bo podobno, kot je bilo pri vaši predhodnici, bomo verjetno tudi se pogovarjali o predčasni končanju zgodbe. Hvala. Hvala. Košir, Matej. Ja, jaz bom gospod Natalijo podprl, zaradi tega, ker se natančno zaveda, kam se je usedla in se je že v tem času lotila enih zadev, ki so bile dolgo časa neurejene. Bi imel pa dve vprašanji, in sicer sta povezani. Ali bomo dobili za prihodnje leto predlog programskega načrta za televizijo neko svaštarnico, tako kot je do zdaj, in se bomo potem čudili, zakaj ni denarja za to, za uno, ali bomo dobili neko jasnejšo usmeritev televizije, kaj ne bi bila bodoče. In s tem povezano, kakšno gledanost pričakujete, da bo televizija imela čez 4 leta, ker vse to bo bolj ali manj za manj, če televizija nihče več ne bo gledal. Hvala. Hvala. Sledi gospod Lado, na to Sašo ponovno, na to Rotovnik in na koncu akademik Kos. Potem bomo pa ja, in Jože. Lado, izvoli. Hvala lepa. To, kar je zdaj moj predhodnik, prej je Marjan Dora omenil, zakaj ni več prijav za tako mesto, prestižno mesto.
v onih časih je bilo to drugače, so se same, bom rekel, persone prijavljale, zdaj, a je sistem napačen, se pravi, ker generalni direktor pravzaprav določa, lahko jih prije 5 odličnih, pa generalni direktor bo rekel, ta je moj kandidat. Jaz mislim, da je tle napaka. Tle bi mogli glasovati vendarle o ljudeh, ki bi se prijavili, zdaj se pa ve točno, tega ne bom podprl, bože se ne prijavi. To je ena zadeva. Druga zadeva, kandidatka je omenila, kaj je pravzaprav bilo narobe, kaj uvodoma, kaj je treba spremeniti. Jaz bom vprašal, vendarle, ona je cel mandat bila pomočnica direktorce, treba se vprašati, kaj smo pa do zdaj delali. Polno stvari, ki jih nismo naredili, ki jih niste naredili. Jaz, če gledam program, zdi se mi dobro, da je omenila, da bo malo reducirala pogovorne oddaje. Jaz gledam teh intervjujev, ki včasih je bil 1, 2, da jih je 8, da se to malo zreducira, ker to je same studijske oddaje. To je unikum televizije. Same studijske oddaje. Druga zadeva, ki me zanima, parlamentarni program je pravzaprav paralelni program informativnega programa. Jaz ne vem, jaz gledam, tam so pogovori, tam so preprosto, grejo stvari po svoji logiki in tako naprej. Mimo vsega, se pravi, tam imamo svoje pogovore in tako naprej. Tle stvari niso razčiščene. Pa bi omenil še kadrovsko politiko. Jaz ne vem, 2500 ljudi v tej hiši ne moramo najti nekaj ljudi, ki bi recimo kandidirali za voditelje odmevov. Da je 3. mesec, ko smo brez 3. voditelja in tako naprej, zakaj tega ni? Moram reči, jaz se spomnim v času pred 20 leti, ko jih je bilo kandidatov še pa še, samih kvalitetnih, zakaj jih ni? A jih ne delate z ljudmi, ali ne ustvarjate pravih kadrov, jaz tega ne vem, jaz tega ne razumem, da iz teh ljudi ne morete dobiti 10 dobrih kandidatov za voditelje odmevov. In zdaj se 3 mesece smo brez, ne vem, zakaj se je toliko časa čakalo, za Bobovnika se vedlo, se ve 1 leto ali pa prej, 2 leti, da bo šel nekdo v penzijo. Tako naprej. Omenil bi še eno zadevo pa nehal. Lani, če se spomnite, po tisti zadevi Možina, je bilo tukaj sklenjeno na programskem svetu, da bo televizija pripravila tok in tok dokumentarnih oddaj na drugo temo, se pravi drugačna interpretacija, bom rekel, novejše zgodovine. Kje so zdaj tisti dokumentarci, rečeno je bilo 2 ali 6 in tako naprej, jaz nisem še nobenega videl. Bi rad slišal, kdaj to bo, če bo. Hvala. Hvala. Sašo je edini, ki se bo 2-krat oglasil, potem pa sledijo Mitja, akademik Osin Jože Poglej. No, to mi je včas, da sem edini, ki se bom 2-krat oglasil, še 3. se bom. Natalijo bom seveda podprl. Kdo naj bi podprl človeka, ki želi nak skočiti v steno, a ne sploh, če nima proti kandidata. Se nimam nobene logične argumentacije, da tega človeka ne bi podprl. V skoraj 10-letnem stažu svetnika, programskega svetnika, smo se pogovarjali o parih stvareh, pa vam bom zgodovino povedal in na koncu tudi rešitev te uganke. Že na začetku smo se pogovarjali, da smo v deficitu glede kolega Weissenbacha Mateja, ki je govoril, da je naše poslanstvo seveda kulturno-umetniški program, dokumentarne oddaje, otroški in mladinski program in še vse tiste deficitarne vsebine, ki nas krasijo napram komercialnim televizijam. In takrat smo bili v isti zadregi, kot smo danes, s tem, da takrat programa plus še ni bilo. No in potem smo iz leta v leto govorili, da imamo strašne probleme na deficitarnem področju kulturno-umetniškega programa, dokumentarnega, otroškega in mladinskega programa, medtem pa je imel program plus že 5 oddaj. In potem smo naslednje leto govorili, da imamo strahotne probleme na področju kulturno-umetniškega programa, izobraževalnega programa, dokumentarnega programa, otroškega in mladinskega programa in je imel recimo program plus že 10% svojega programa. Potem sem izstopil kot svetnik in se vrnem nazaj spet in govorimo o problemih kulturno-umetniškega programa, da imamo premalo oddaj dokumentarnega programa, kulturno-umetniškega programa, otroškega in mladinskega programa. Med tem časom recimo je Infodrom bil 3-krat na teden, je padel samo 1-krat na teden, program plus je imel pa že skoraj pol televizije.
in se vprašaš, zakaj je temu tako. Odgovor je zelo preprost, ker gre za kvadratno enačbo. RTV Slovenija na kvadrat je enaka število gledalcev. Kakšna je rešitev? Kvadratni koreni števila gledalcev. To pa pomeni pozitivni in negativni predznak. Se strinjate s tem? Druge možnosti ni. Če hočemo ohranjati pozitivno vrednoto naše RTV institucije, je treba krepiti neko tisto lahkotnejšo plat, jaz jo bomo karakteriziral z programom minus. Torej, če hočemo zadostiti intelektualnemu in razumnemu delu našega poslušalstva in naših plačnikov RTV naročnine, moramo izdatno poskrbeti za tisto drugo stvar, ki nam omogoča, da smo mirni, zbrani in da ne pride do kakšnih težkih problemov z neplačevanjem RTV naročnine. Preprosti razlog. Če imamo 500 000, ne vem, plačnikov RTV naročnine, jih je približno 80% bistveno bližje programu Plus, kot je programu kulturno-umetniških vsebin, dokumentarnih vsebin, otroškega in mladinskega programa. Torej, rešitev je zelo enostavna. Ali to kvadratno enačbo lahko televizija in direktorica televizije preusmeri v linearno enačbo, potem bodo stvari popolnoma drugačne, če pa ostaja kvadratna enačba, so pa stvari popolnoma jasne. Treba je krepiti program Plus, treba je krepiti vsebine za podpovprečne gledalke in gledalce, ki so te strahotno hvaležni, če to dobijo, zato, da lahko ohranjamo vsebine, ki so deficitarnega značaja. To je rešitev kvadratne enačbe. Včasih programa Plus ni bilo, včasih je bil tako imenovani dopolnilni program, odlagališče kadrov, ki so imeli visoke plačilne razrede in so bili popolnoma nesposobni. No, tega smo se zdaj rešili, imamo pa program Plus, ki ima vsaj vsebino. Torej, moje mnenje je, kot preprosto računski izračun, krepimo program Plus in krepimo lahkotnejše vsebine, da lahko zadostimo tudi kulturno-umetniškemu programu, otroškemu in mladinskemu in dokumentarnemu programu. Direktorstvo pa sprašujem, če je sposobna iz kvadratne enačbe priti v linearno. Hvala. Hvala. Naj povem, da seveda naše seje so javno predvajane. Ta hip bi tako te seje lahko imenovali kar izobraževalni program za tiste, ki malo bolj zastopijo matematiko. Mitja, izvoli. Ja. Torej, jaz moram ugotoviti, da je predloženi program z vizijo televizije preveč splošen. Zvemo le to, kar bi radi, da bi bilo uresničeno že danes, jutri. Veliko vprašanje pa je, če ga je možno dovolj prepričljivo in strokovno predstaviti na borih 2 straneh. Vsi, ki so se prej prijavljali na to mesto, so imeli mnogo obširnejše, mnogo temeljitejše, natančnejše programe in vizijo, tudi zato, ker so bili mnogo bolj konkretni. Zdaj, v viziji programa do leta 2023 le pričakujem od kandidatke konkreten predlog sprememb znotraj televizije, ki pa ne more biti samo, tako kot je zloženo predstavljen, stvar dogovora z generalnim vodstvom in socialnimi partnerji. Kaj pa je generalno vodstvo? Kdo pa so socialni partnerji? Ni povedano v prijavi. Ne zvemo niti to, ali je to direktor s svojim vedno večjim kabinetom, direktor televizije pa ne. So mišljeni sindikati pod socialnimi partnerji, ponavadi se to uporablja kot sinonim. Direktor televizije je za mene ključna oseba, je motor sprememb, ki bi se morale zgoditi danes, ki bi morale biti danes predstavljene. Tlele sem si nekaj prebral, pa bi vam rad prečital. Piše naša, kako bi rekel, kljub vsemu odlična operativna sodelavka, odlična poznavalka televizije, ne le naših, tudi po Evropi. In tu je napisala, da danes večina gledalcev primarni stik z vsebino vzpostavlja preko mobilnika. Torej je vprašanje o najprej mobilno postalo relevantno ne samo za informacije, kar bi človek še verjel, temveč tudi za vse ostale vsebine. Kaj pa je tisto, kar je najbolj mobilno?
mora postati vprašanje ob začetku ustvarjanja oddaj. Zdaj pa sem jaz v eni veliki dilemi, ne? Problematiziram tezo o mobilnosti first v tem smislu, da ne vem, če smo za njeno uresničitev že sploh dogovorjenih. Razprava o produkciji, o podreditvi produkcije oziroma programiranja televizijskih vsebin majhnim ekrančkom je šele treba opraviti. Kakšna vizija se pa predpisuje TV ekranu, ki je z razvojem tehnologije vedno večji, vedno popolnejši, ker igra veličina slike, pogleda na njo ključno vlogo. Ali je za umetnost na televiziji, na televizijskem ekranu res najprimernejši mobilnik, ali je bolj razkošna TV slika, dober ton, zbranost v gledanju? Spoštovani svetniki in svetnice, jaz le razmišljam, ali je res pravilno zastavljena dilema mobilnik first ali stacionarni televizijski ekran. Ali je res ta vizija v tem smislu pravilna, da ves televizijski program naj določa najprej mobilnik in potem šele TV ekran? Jaz sem v hudem dvomu, predvsem zato, ker bom težko podprl takšno vizijo, ker enostavno se nekako bojim, da bo najkrajšo plat potegnila umetnost. Se pravi, tiste kulturne vsebine, ki jih je treba gledati, ki jih je treba spremljati, ki jih je treba sedeti ob njih, ki je treba razmišljati o njih in tako naprej. Pa ne samo kulturno-umetniške vsebine. Skratka, sem v precejšnji dilemi in bi bil mnogo bolj vesel, če bi namesto 2 straneh imel pred sabo 25 strani, da bi točno videl, kako in kaj. Zdaj, nekateri ste že odprli vprašanje teh ključnih organizacijskih vprašanj, ki nas starejo, tudi regionalnih centrov, tudi te popolne zmešnjave, ki je nastala v zadnjem letu pod našim celo vodstvom, ko se enostavno več ne da ugotoviti, kaj je identiteta mariborskega programa, kaj je identiteta 3. programa, kaj je identiteta 2. programa. Skratka, tle so res hude stvari. In tisti, ki diskutirate o programu Plus, vedite, da ni vse tako jasno, tudi ne tako, kot si ti, kolega, predstavil, a veste. Jaz vlečem na dan ta zadnji primer. Mi imamo danes 2 enaki praktično oddaji. Ena je informativno-politična, moja beseda ob sredah ob 9, in druga je zadnja beseda, ki je 2-krat na teden popoldne. Res je, da v uni je več moških, v tej je več žensk, ampak vodijo nekdo, ki postavi 4 teme, vodijo na drugi strani spet nekdo, ki postavi 4 teme, aktualne, in se o teh diskutira. Pa sem si rekel, pa kako je možno, da v istem času nastaneta, v isti televizijski hiši pod istimi direktorji nastaneta 2 oddaji v 2 različnih. In tlele mene malce skrbi ta silovit prodor programa Plus, ki se zdaj že celo, ali on ne ozira na informativni program, ali obratno se informativni program ne ozira na program Plus. Skratka, vedno več imam dilem, tudi potem, ko sem to prebral, kar je spoštovana gospa Natalija napisala. Hvala lepa. Hvala. Akademik Vols, beseda je vaša. Vi, gospod Kos, vi ste. Ja. Zdi se mi, da bom glasoval za kandidatko, ker se mi zdi resna, strokovna, previdna, kar je po svoje dobro, kar se seveda vidi iz njenega programskega teksta, ki je seveda previdno v nekem smislu. Ne dvomim pa, da vendarle kandidatka vidi probleme,
ki se skrivajo v teh mogoče presplošnih opredelitvah, kaj je in kaj je treba storiti. Naštel bom nekaj takih problemov. Predvsem me zanima, kaj se bo dalo napraviti z nekim razmerjem med razvedrilnim in pa kulturnim, se pravi izobrazbenim, dokumentarnim programom. Tu vidim neko neravnovesje, koliko razumem in kolikor gledam te oddaje, se mi zdi, da razvedrilni program vsako leto ponuja kakšne nove oddaje. Nekatere razkošne, morda celo predrage, ampak zelo se trudi, da bi se prenavljal in dobival gledalce, kar je po svoje dobro ali včasih pa tudi slabo. Po drugi strani se mi zdi pa, da kulturno-izobrazbeni dokumentarni program ostaja vsa ta leta vendarle precej na istem. Brez kakšnih novih duhovitih oddaj, v glavnem torej v že pretečenem in nekoliko obrabljenem načinu. Zato bi bilo treba tu najbrž kar krepko prenoviti ves ta sistem te kulture, da bi bila vendarle za gledalce zanimivejša, spodbudnejša, tudi bolj vznemirljiva. Zdaj, del tega problema so najbrž tako imenovane pogovorne oddaje, o katerih verjetno smo že večkrat govorili. To so te večerne oddaje, Panoptikum, pa to in ono. Že večkrat sem upozoril, da pri teh oddajah je tako, da pravzaprav vsi govorijo isto. Nobenih različnih stališč, nobene debate, kaj šele konflikta, vsaj kolikor si jaz poznam. Se pravi, to je seveda živi dolgčas, če smo čisto odkriti, in to nikogar ne zanima, ker slišimo potem z istimi glasovi povedana ista mnenja. Tu bo treba nekaj spremeniti, zasedbo, druge goste vabiti in tako dalje, tako da bo to vendarle živo in nekako tudi novo. Zanimiv problem je seveda ta, na katerega je mimogrede opozoril najbrž gospod Rotovnik, narašča število ženskih oddaj. Zdaj vidimo, da nekatere gospe ali dame imajo kar dosti privlačne oddaje, večinoma z ženskami, deloma tudi z moškimi, kot gosti. No, Zvezdana Mlakar, Miša Molka, Vesna Milek in tako dalje. Vse to je po svoje kvalitetno in zanimivo, ampak se mi zdi vendarle, da je tega pa le preveč in da je nekako istega žanra. Od moških, ne vem, koliko je moških, ki bi zmogli en tak enouren pogovor, zanimiv pogovor z nekom, verjetno je to zaenkrat samo Jože Možina, vsaj drugih pa ne vidim, kolikor gledam seveda našo televizijo. Se pravi, da tu bo treba vendarle nekaj napraviti. No, ta ženski del je zdaj še večji s to oddajo, ki je sicer še nisem gledal, Zadnja beseda, tam je pa kar celotna zasedba in tako dalje. Tu prihaja do nekega neravnotežja, ki ni zdravo, ampak je nekako, težko reči kaj o tem. Se pravi, tu je vendarle nekaj problemov in nedvomno bo direktorica poskrbela, da se bo v tej smeri nekaj naredilo in spremenilo. Mimogrede, v njenem programskem tekstu nisem čisto dobro razumel tistega pasusa, ker omenja kviz Vem v zvezi z informativno oddajo, osrednja oddaja oziroma poročila. Najbrž tam ni šlo za kvaliteto tega kviza, ampak samo za umestitev, kaj je dobro, da se neka razvedrilna oddaja nekam postavi in kaj bi bilo slabo. Pa če sem prav razumel, se ji zdi dobro, da je ta razvedrilna oddaja v nekem sosledju z resnimi poročili. Upajmo, da sem pravilno razumel. Hvala lepa. Hvala. Jože Poglajen, če dovoliš samo še pol besede meni, prosil bi, da
če se le da prenehamo z nadaljevanjem diskusije, kajti zdi se mi, da bi se začeli ponavljati. Potem bo dobila na kratko besedo še kandidatka za direktorico, potem pa bi prišli k glasovanju. Izvoli, Jože. Ja, hvala. Igor je kljub temu zaprosil prav. Se bojim, da tudi jaz kakšno stvar dvakrat povedal, ampak je bolj dvakrat kot nobenkrat. Najprej ne rečem, da pravzaprav nimam nobene izbire, kot te, da gospod Natalijo podprem, ker je pač sistem take it or leave it. In tu ni dileme pravzaprav in bom tudi podprl, verjetno. No, ampak vseeno sem upal, da bo gospa Natalija bolj konkretna pri svoji predstavitvi, kaj namerava v naslednjih letih storiti, predvsem pa, kakšne so njene prioritete. Naštetih je bilo kar veliko stvari, tudi v pisnenem delu, ampak prioritete pa jaz nisem zasledil, kaj je tisto, kar je najbolj urgentno. Ta hip se meni zdi, če smem seveda razmišljati v njeni vlogi, bi se morali, tako kot so nekateri že omenjali, najprej lotiti, ne samo ona, najbrž tudi generalni direktor, pa urednice televizije, vsebinskih in kadrovskih razmerij med posameznimi programi. Jaz mislim, da je to top, na vrhu. Če to razrešijo, potem bi marsikaj drugega tudi bilo veliko lažje razreševati. Ne mi bo dopuščeno, upam, da mi kolegi ne bodo zamerili, da je to, kar imamo zdaj, kar zadeva ta razmerja med programi, prvi, drugi, tretji, precej zmedeno situacijo, da ni nekega koncepta, pa ni treba prav daleč pogledati. Čez mejo, v Avstrijo, ORF pogledajte, in tam je zelo jasno, kaj in komu je kakšen program namenjen. In tam ni tako, da kar pada nekaj iz zraka. Če še malo konkretnejše, bom vzel na muho tretji program, nekateri drugi ste ga že. Tretji program je, odkar je gospodična, Rebernikova, očitno za nagrado, dobila to mesto v tretjem programu, se je vse spremenilo. Ukinila je vrsto oddaj, kot je recimo satirično oko, prebila je vse meje, ki so zakonom določene za ta program. In to se kar dogaja. In tu ni nobene spremembe. Jaz pričakujem, sicer gospa Natalija ima v programu to zapisano, da je treba to vrniti nazaj. Ne rečem, da je satirično oko, ampak cel tretji program vrniti nazaj v okvire zakona ali pa predlagamo spremembe zakona. Drugače nima nobenega smisla. Še to, mimo grede, zakaj mi pravzaprav rabimo urednika tretjega programa? Drugi program ga nima, kakor se jaz spomnim, pa ne vem, a ga ima prvi. Se upravičujem, ampak sem se že nekaj časa spraševal, čemu? Res, da je prejšnja direktorica bila tudi urednica tretjega programa, če smem, tisto je šlo po moje bolj za politična imenovanja, kot pa zato, da bi tretji program res rabo urednika, vse gre za prenose. 99% so prenosi. Kaj rabiš tam urednika? Ne veš ga, kaj rabite. Toliko o tem, ampak to so samo, bi rekel, drobci, kaj je treba, kaj bi jaz, če bi, skratka, najprej bi poskušal sprofilirati, te tri programe, ki jih imamo na voljo, čeprav se zavedam, prvič, da je v kolektivu zelo težko doseči kakršnokoli spremembo. To jaz vem, veste tudi vsi najbrž drugi. In drugič, da ni denarja. Najlažji je seveda pred kamere pa 5 ljudi pripeljati po možnosti Jelinčiča in še koga. In to je praktično zastojno, to je skoraj nič ne stane. Drugo je pa narediti eno resno politični magazin, to pa je televizijski politični, to pa je druga stvar, najbolj to draži. In to je treba zdaj. Po tretje, ker se v bistvu na kulturo in šport ne poznam preveč, bom to prepustil Mitji Rotovniku, čeprav se z njim ne strinjam, ampak moram reči, da sem do zdaj z prihodom Manice na najvišjo uredniško pozicijo pričakoval
več kadrovskih osvežitev. Ne. V informativnem programu, govorim samo o informativnem programu. Ne. Pa se pravzaprav nič nekaj tega zgodilo. In ponavljam ocene, ki ste jih danes že slišali, da gre za precejšno zasičenost oddaj s politiko. Jaz mislim, da je politike daleč preveč, zlasti pa tako podane, kot se zdaj podaja. Da imamo kar vrsto nekih klepetalnic, kjer vsak nekaj naklada, kakor se mu zdi, in čim bolj je, mohten, bolj se nekaterim bolj še zdi. Skratka, da skrajšam, po mojem zdaj sodim pač po svojem nekaj desetletnem izkušnju v novinarstvu, se mi zdi, da se TV oddajah informativnih namesto dosti korektnega in z argumenti podprtega poročanja vse bolj pogrezamo v nek senzacionalizem tipa po naših informacijah je to, ne vem, gradiva hranimo v uredništvu in to si televizija ne sme privoščiti, po mojem, ne sme. Skratka, te oddaje, po moji oceni, in to je pač stvar kolektivnega dela gospe direktorice in urednic, je, da počas televizija opusti dirko najbrž za popom, pa še kakšnim, čeprav mimo grede moja opaska, sem pa tja, se mi zdi, da ima pop poročila boljše celo od nacionalke. Je bogokletno, ampak sem pa tja govorim, ne zmeraj, ne. Nažalost, pač tako. No, skratka, da nehamo s to, da recimo srednje televizijske, srednje informativne oddaje ne postajajo neke vrste črna kronika, ki jo malo še s politično zabijemo in to je to. Ko se prva vez začne z nekaj čist brezveznega. Svet pa gori, min grede. No in še nazadnje kadrovska politika. Sigurno me boste obsodili, da sem šovinist. Dobro je to, da se v informativnem programu pojavlja kar veliko mladih novih obrazov. To, da so mladi, seveda nič narobe, ampak za oblikovanje informativnih prispevkov so potrebni tudi znanje, izkušnje in, če smem temu reči, občutek za televizijsko novico. Žal se, vsaj, ker še enkrat ponavljam, glavno gledam informativni program, druge stvari ne toliko, se dostikrat izkaže, da ti novi kadri temu niso dost kos in da bi najbrž morali dati skozi še kakšno šolo, narekovajih šolo. Po drugi strani, zdaj pridem do tega šovinističnega zaključka, je jasno, da vse ključne uredniške pozicije na televiziji držijo preverjeni kadri. A povedano bolj naravnost, preverjeni kadri ženskega spola. Saj jaz nimam nič proti ženskam, ampak pretirana feminizacija ključnih pozicij že ne mora biti dobra, po definiciji. Saj jaz lahko naštevam, če hočete, Marica ali pa ti naštej. Seveda govorim na pamet, ker že nekaj časa čakam, tudi da sem enkrat zaprosil za seznam urednikov, pa ga še nisem dobil. Ampak zdi se mi kljub temu, če govorim na pamet, da lahko, da moške predvsej izlučijo, lahko iščemo na uredniških mestih ali pa sploh na novinarskih mestih. In še to bom tudi konkretno povedal, recimo vsej Ladika, Bergant, pa še kdo uspešno vodijo dnevniki in Odmeve. Ampak tisti, ki malo več gledamo, v zadju so pa recimo Zvezdan Mladić, Sejko Konte, Vrabe, Saša Kranjc, so prava osvežitev, vsaj kakor jaz to gledam. Znajo stvari malo drugače, boljše narediti, ampak kot je že prej nekdo rekel, že 3 mesece iščemo z lučjo novega voditelja Odmev. Je to res treba tako. Hvala lepa, da sem bil malo daljši. Hvala. Igor Prodnik. Še to bi rad upozoril, zdaj smo že zašli v območje preko 5 minut, držimo se okvira. Igor, izvoli, beseda je tvoja.
Ja, za razliko od svojih predhodnikov bom zelo kratek. Tu bi se navezal na gospoda Rotovnika, ki se marsičem strinja z njim, ampak zelo pomembni stvari, vse za mene, pa se ne strinjam s tem, ko je govoril, da bi bil vesel, če bi imel pred sabo 25 strani programa. S tem pa ne, jaz bi predvsem, oziroma pogrešam, no 12, ok. Jaz bi bil bolj vesel, bi gospa, katera mislim, da bo nedvomno potrjena, dala 2 strani, ampak na tistih 2 strani točno opredeljeno, ne je treba, ampak to bom naredila, tu so napake, to bom naredila. Tega jaz pogrešam. Nič ni konkretnega, kaj bo naredila znotraj teh težav, ki so pa nedvomno velike na televiziji. Hvala lepa. Svet delavcev? Zdaj sem razmišljala, a bi se javila ali ne, ampak jaz kljub vsemu moram vse ženske zaposlene tukaj zelo malo ubraniti, Jože, oprosti. Na spletni strani lahko preberemo, kdo so odgovorni uredniki na televiziji Slovenija. Informativnega programa Manica, Kupa Živa, potem pa imamo razvedrila Vanja, pa je moški, čeprav ima žensko obliko imena, pa Športa Gregor, pa programa Plus Rok. 3:2. Prav, to diskusijo prekinjam, ker se zna ponoviti pri poročilu varuhinje glede na neko zelo odmevno obravnavo oziroma intervju. Prosil bi, če se da bolj kratko, pa konkretno še komentirati strani kandidatke, kar je bilo vprašanje ali pripomb, na to pa prehajamo k glasovanju. Izvolite, gospa Natalija. Najprej gospod Orehovec, glede regionalnih vsebin, mislim, da regionalne vsebine dobro umeščamo v informativni program, zagotovo pa je smiseln premislek o tem, ali bi kako drugače definirali znotraj programa, ali je to samo Slovenska kronika, ali je to še kaj drugega, ali je to recimo, ne vem, nek poseben del poročila 5. Skratka, to je še stvar dogovora. Namreč, ko govorimo o konkretnih stvareh, konkretno ti lahko govoriš na televiziji, ko imaš proračun določen, ko imaš kadrovsko strukturo določeno, ko imaš produkcijske kapacitete določeno. Zelo težko je sicer zelo konkretno pisati. Lahko se takoj ujameš v lastno past, kot je rekel gospod Kos, zato je smiselno biti previden. Kar se tiče dopisniške mreže, mislim, da jo je treba malce uravnotežiti, bi rekli, ker nekje imamo kar nekaj dopisnikov, nekje pa imamo kar dosti belih lis in mislim, da je treba zelo dobro pogledati, kje imamo v bistvu praktično pomanjkljivo dopisniško mrežo. Profilacija programov TV Slovenija, bom rekla še pred 2 letoma smo v bistvu zelo natančno profilirali 1. in 2. in 3. Mislim, da je to potrebno ponovnega premisleka in morda celo drugačne profilacije. Zakaj tudi ne konkretno? Mislim, jaz bom delala z ekipo odgovornih urednikov. In jaz mislim, da vse stvari, ki jih bom delala, jih bomo delali skupaj. Jaz bom samo ena, bom rekla, med enakimi, ki bom pač se z njimi pogovorila, ker v bistvu jaz si ne predstavljam, da bom imela neko svojo popolnoma vizijo in ne dala čisto nič na kolege. Kolegi so bistven del, mi delamo v ekipi, v timu, televizija je timsko delo. In imeti popolnoma razdelano samo svoje lastno, jaz vem točno, kaj bi jaz naredila, če bi lahko čisto vse sama delala, ampak ker tega ne morem, je to stvar res dogovora in pogovora. Mislim, da ne moreš, vem pa zelo dobro, kaj si želim, verjemite mi, ampak mislim, da to v tem trenutku tudi ni toliko relevantno. Mislim, glede na to, da me poznate, veste, da bom naredila vse, da bom tudi to skomunicirala in skušala to uresničiti, ampak da bom pa zdaj tudi že vnaprej povedala točno, kaj so stvari, ki jih je treba da zagotovo spremeniti, pa mislim, da v tem trenutku ni toliko pomembno. Potem glede pluralnosti, gospod Juhant, jaz mislim, da smo pluralna hiša, da včasih morda zabredemo v eno ali drugo skrajnost, kjer moramo
kjer moramo predvsem paziti, da smo dostojni, da smo kredibilni, da ne potvarjamo dejstev. Mislim, da je predvsem ta način, kako to podajamo, tako kot velikokrat pravi varuhinja, kontekst izjemno pomemben. Glede verskega programa, jaz mislim, da je ta etika in duhovnost in te družbene teme so premalo zastopane v našem programu, to tudi jaz pogrešam. Mislim, da premalo govorimo o etiki kot zelo pomembni temi oziroma področju, pardon. Glede medsebojnih odnosov, mislim, da tlele imamo, to sem tudi že tako v zapisu napisala, kot prej v uvodnem pač bom rekla, v uvodnih besedah povedala, da je to eno najbolj pomembnih del, ki jih bom morala pač urediti, se pravi, da ne bomo imeli, tako kot je gospod Dora rekel, svetih krav in da ne bomo imeli pač v uredništvu nekaterih ljudi, ki bodo čakali, prosim, tudi bikov, ja, seveda, bomo rekli, govorimo pač na simbolični ravni, v tem trenutku so svete krave za moško in žensko obliko. Če je to prestižna funkcija, če je delo 9 do 10 ur dnevno ali pa včasih še več prestižna funkcija, morda nekoč bo, v tem trenutku je to zelo garaška funkcija, in ja, treba je videti gozd, ne samo dreves, in verjemite me, zelo dobro vem, v kakšen gozd sem zabredla in kje se včasih tudi vsi skupaj izgubimo, tudi tukaj na tem programskem svetu. Gospod Košir, mislim, kolega Košir bom rekla, no, res je, programska shema je svaštarnica, jaz sem to vedno govorila, programska shema Televizije Slovenija je rezultat želja, preteklosti, osebnih interesov, daleč od tega, da bi to bil program, ki bi ga mi si želeli gledati in s katerim bi želeli pridobiti še več gledalcev. Jaz mislim, da je to stvar, o kateri bomo morali veliko govoriti in morda bo tudi veliko hrupa na tem programskem svetu, ker bomo morali pač neke stvari urediti. Kolega Ambrožič, kaj sem delala 4 leta, veliko sem delala. Spoznala sem popolnoma to funkcijo, dejstvo pa je, da je vseeno direktor tisti, ki nosi odgovornost. In direktor je tisti, ki odgovarja in ima pravico, da se v končni fazi pol na koncu odloči, tudi če mu nekdo drug reče, da to morda ni tako, mislim, skratka, lahko nekdo, ki je pomočnik, lahko pač predlaga, pomaga, ampak direktor potem nosi odgovornost in se sam odloča. Tako da jaz mislim, da sem pošteno in dobro delala, tako da in da tudi tisto, kar sem naredila, da ni bilo tako slabo. Kar se tiče Televizija Slovenija 3, vemo, da pač smo tam v PPN 2019 pustili 2 pogovora na teden. S kolegico Manico Janežič-Ambrožič sva v bistvu govorili o tem, po zadnji komisiji informativnega programa pač bo treba dati točna navodila, katere goste pač na TV Slo 3 pač je smiselno vabiti, glede na to, da gre za parlamentarni program. Glede kadrovske politike, na televiziji nas je okrog 920, v Odmevih bomo imeli novo voditeljico z aprilom, trajalo je nekaj časa zaradi čist nekih internih zadev, ki smo jih morali urediti. Dokumentarci o času med obema vojnama, imamo pač dokumentarni film, ki je prijavljen na razpis za dokumentarni program in komisija se bo odločila glede na scenarij. Če to ne bo šlo skozi, bomo videli, kako bomo to reševali. Kolega Hribar, če znam iz kvadratne enačbe priti v linearno, verjetno včasih sem bila dober matematik, zdaj mislim, da več nisem, ampak matematično ne, ampak mislim pa delovno da. Gospod Rotovnik, kar se tiče snovanja oddaj,
če ste dobro prebrali, mobilno najprej pri snovanju oddaj. Kaj pomeni to? Da ko snujemo oddajo in se dogovarjamo, kaj bomo počeli v oddaji, razmišljamo tudi o tem, kako bomo to oddajo promovirali. In ko posnamemo na terenu neke stvari, ki jih v oddajo, ki gre na TV ekran, ne gre, jo damo kot neko, bom rekla, napovednik, kot neko povabilo v gledanju najprej na mobilnik. Ravno tako to naredimo recimo na spletu. Govorimo o nekem procesu nastajanja oddaj. Zato je ta mobilno najprej je pri procesu nastajanja oddaj predvsem. Dejstvo pa je, da pač dokumentarne umetniške oddaje najraje človek gleda na velikem ekranu oziroma še raje v kinu. Kar se tiče konkretnega, sem že povedala, da je to pač zaradi tega, ker imam s sabo ekipo. Gospod Kos, hvala, ker ste me razumeli v sami, bom rekla, viziji. Kar se pa tiče razmerja med razvedrilnim in kulturno-izobraževalnim, glede na nove oddaje, menim, da nam res na kulturno-izobraževalnem področju manjka novih oddaj, novih načinov podajanja vsebine, tako da mislim, da bo to eden od večjih izzivov za programsko-poslovni načrt za leto 2020. Kar se tiče moških in ženskih, ja, ta poklic je postal preveč feminiziran, ampak zakaj? Podobno je kot v ostalih poklicih, ki se feminizirajo. Mislim, da bodo to kolegice, ki se s tem ukvarjajo, dosti bolje znale pojasniti kot jaz in tudi nisem pač. Kar se pa tiče poročil, dobro je to ravno o tem, kviz vem, je pač način, kako v bistvu uvesti poročila z višjim številom gledalcem. Zaradi tega, ker v bistvu vedeti je treba, da komercialne televizije štejejo vsakega gledalca in v bistvu delajo vse za to, da je gledalce, ki gledajo neko oddajo, pripeljajo potem v drugo, ki jo morda mogoče ne bi gledali, če ne bi bilo pred tem neke vsebine, ki je zelo gledana. Glede TV Slo 3, jaz mislim, da to mora ostati parlamentarni program in ga je treba tukaj tudi očistiti. Se pravi, kar se tiče konkretno, gospod Prodnik, povedala sem, zakaj nisem bila tako konkretna. Dejansko mislim, da je televizija ekipa in tudi na televiziji je dejansko čisto vsak pomemben. Ko delaš recimo razvedrilno oddajo, to je prvi tip oddaj, ki sem jih začela v tej hiši delati. Pri razvedrilni oddaji, verjemite ali ne, je pomembna tudi čistilka, ki jo čisti oder, da ko pride voditeljica, da je ne zmoti, ker je nekaj umazano. Zato, da tisto, kar si ti pripravil kot scenarist, kot režiser, kot ta, ki je raziskoval recimo goste, da to ne zmoti človeka, ki predstavlja vse tisto, kar je bilo prej pač pripravljeno. Hvala. Spoštovani, predlagam, da pridemo k glasovanju. Predlog sklepa je napisan na platnu, mislim, da ga ni potrebno prebirati, ali pa v skladu 16. členom zakona RTV Slovenija, 12. členom statuta javnega zavoda, programski svet RTV Slovenija daje predhodno soglasje k imenovanju Tale Gorčak za direktorico Televizije Slovenije. Mandat funkcije je 4 leta in začne teči z 19. marcem 2019. Pristopamo k glasovanju. Najprej merimo navzočnost, glasujemo, glasovanje je končano. Od 24 navzočih je za glasovalo 20, 4 so bili vzdržani. Čestitamo kandidatki za pridobitev soglasja, domnevamo, da ne bo imela kakšnih silnih težav z generalnim direktorjem, da je tudi na podlagi tega dejansko imenuje. To naj bi se zgodilo praviloma jutri. Hvala, pri tej točki gremo sedaj naprej. Jaz bi se samo zahvalila za podporo. In v bistvu bi rada še enkrat poudarila, da sem pač dosegljiva za vse. Če je karkoli narobe, bi prosila, da direktno pač napišete, kaj je tisto, kar se vam zdi, da pač lahko skupaj izboljšamo, ker mislim, da če se bo sproti razčiščevalo stvari, da bomo lažje delali in bolje. Vsi si tako želimo. Hvala lepa.